Evropa je skozi Evropsko skupnost, skozi te Evropske asociacije kontinent, na katerem je 70 let miru. In to mislim je tisto prvo, kar si zopet želimo, čeprav se nam je izdelo nekaj let nazaj, če samo po sebi umevno. Drugo je pa v tem hitrem, razburkanem svetu tudi gospodarska učinkovitost, ki na koncu zagotavlja tudi socialno državo. In želim imeti Evropo, ki bo mirna, varna in Evropo, ki bo omogočala možnost za delo in s tem tudi za kvalitetno življenje. In ob vseh kritikah, ki so mnogokrat tudi upravičene, je na koncu dejstvo to, da je v bistvu Evropa kontinent, na katerega si največ ljudi želi tudi priti do boljšega življenja. In upam, da bomo na nek način uspeli tudi v tem času, ko je cela vrsta izzivov povezanih z varnostjo, s terorizmom, z migracijskimi tokovi, najti skupne odgovore. In v teh 2 letih in pol sedaj v Evropskem parlamentu ugotavljam, da je glede na širitven proces Evrope, na različnost teh 28 držav, velikokrat tudi premalo razumevanja za probleme drugih, ampak so začeli neki egoistični interesi, včasih interesi posameznih držav prevladovati pred skupnimi, in tu mislim, so ključni izzivi za naslednje leta. Izzivov je res veliko, med drugim se dogaja tudi Brexit. Ste temu optimistični o prihodnosti? Velika Britanija je država, ki je na nek način ves čas stala z eno nogo znotraj Evropske unije, z drugo roko zunaj pred vrati. Ni se strinjala niti z evrom, ni želela šengenske ureditve in na nek način je tudi na notranji politični sceni ves čas želela imeti Evropo za nekega talca v notranjih političnih obračunih. Na koncu je tudi ta na nek način spopad najprej med konzervativci in UKIP-om, med Farageom in Cameronom, prinesel referendum. Na referendumu samem je bil pa spopad zopet znotraj konzervativcev in na koncu je bil ta rezultat, ki ga niti Britanci niso pričakovali, še manj pa mislim, da se ga danes veselijo, kot bi se ga. Tako da mislim, da to je neka lekcija, kjer je potrebno, po mojem prepričanju, tudi ločevati med problemi, ki jih moramo rešiti znotraj držav članic in kaj so naši skupni problemi. Vse prevečkrat je čutiti sedaj, da se nam vrača, jaz temu rečem, kompleks B, včasih je bil Beograd kriv za vse, sedaj je Bruselj in mnogokrat imamo marsikaj za počistiti najprej pred svojim pravom. Za skupne zadeve, pa kot sem že dejal, pa upam več razumevanja in na nek način tudi več spoštovanja. Včasih je človek ima kar občutek, da je še vedno nek razkorak med starimi državami, starimi članicami in novimi članicami, da ni nekega vzajemnega spoštovanja. Hkrati pa mislim, da tudi tisti, ne vem, če zdaj z gospodom Junckerjem ponazorim Luksemburg kot to najbogatejšo državo, sam večkrat pravim, da se največ zelo težko predstavlja, kakšno je življenje na vzhodu Poljske, vzhodu Madžarske in da se moramo tudi na nek način še bolje spoznati in potem bo tudi nivo spoštovanja višji kot je danes. Tale razprava današnja je tretja v nizu. Vse te pobude, ki jih boste, pa ste jih že prejeli, pa ne bodo kar tako izvenele, ne? Kaj boste z njimi? Poglejte, to je Dragan Borbotons, ki organizira ta omizja skupaj z nami evropskimi poslanci. Sicer pa tudi sam osebno v naši pisarni zelo veliko delamo po Sloveniji. Smo po srednjih šolah, po gimnazijah, organiziramo okrogle mize na nove izzive kmetijstva, krožnega gospodarstva in konec koncev tudi sam, če hočete, doma pridelujem jabolka in sem v stiku s tem realnim svetom, ki mislim, da ga mnogokrat primanjkuje. In cilj takšnih dogodkov in pa tudi sicer našega dela mora biti, da ostanemo na tleh, da nas ta funkcija ali pa ta oddaljenost tistih dobrih 1000 kilometrov ne potegne v stran od realnega sveta, od realnih problemov. In želimo deliti to, kar vidimo, ker vidim, da je mnogokrat tudi premalo vedenja o Evropski uniji, zelo je prav, da o tem govorimo, kdo bo govoril, če ne mi, evropski poslanci. Na drugi strani pa prav, da tudi dobimo tiste nauke, ure resnice, tudi takrat, ko govoriš, ne vem, ali z dijaki v srednji šoli, ali pa, ne vem, z upokojenci, kmeti, ali pa, ne vem, župani, ali pa s kom drugim. Mislim, da je to nujno in ko bomo en drugega bolje poznali, pa bomo tudi učinkovitejši pri reševanju teh konkretnih problemov.
Najlepša hvala. A še lahko mogoče eno vprašanje?